Včasih moraš spustiti vse, da bi končno našel sebe. Ničesar ne izgubiš, ko spustiš le tisto, kar ti nikoli ni pripadalo. In prav v tem trenutku, ko poslušaš te besede, se tvoja duša spominja resnice, ki si jo že dolgo pozabil. Sreča ne prihaja od zunaj, ne od ljudi, ne od stvari, ne od dosežkov. Sreča je stanje zavesti, ki ga nosiš v sebi. In ko se naučiš biti srečen sam, se tvoje življenje začne znova. Joe Dispenza pravi, da večina ljudi išče ljubezen, da bi se počutili celi, a v resnici se moramo najprej počutiti celi, da bi lahko resnično ljubili. Ko si odvisen od drugih, da bi bil srečen, postaneš ujetnik lastnih pričakovanj. In vsaka navezanost, vsak strah pred izgubo, vsak poskus nadzora ustvarja bolečino. Zato je osvoboditev vedno povezana s spustitvijo. Ne moreš leteti, če še vedno držiš težo preteklosti. Biti sam ne pomeni biti osamljen. Pomeni biti povezan z najčistejšim delom sebe z delom, ki ne potrebuje potrditve, ker ve, da je dovolj. Ko se usedeš v tišino, ko zapreš oči in začutiš utrip svojega srca, se spomniš, da si popoln, še preden te kdo vidi, ceni ali razume. In ko resnično sprejmeš to resnico, postaneš svoboden. Sreča se začne, ko prenehaš loviti tisto, kar misliš, da ti manjka. Ko prenehaš misliti, da potrebuješ več, da bi bil dovolj. Svet te uči, da moraš iskati, a duša te uči, da moraš najti ne zunaj, ampak znotraj. Ko se povežeš s sabo, ko občutiš notranji mir, začneš razumeti, da nikoli nisi bil sam. Vesolje, energija, božanska zavest, vse to diha skozi tebe. Ti si del nečesa večjega. Kolikokrat si iskal srečo v drugih ljudeh in kolikokrat se je ta sreča razblinila, ko so odšli? Kolikokrat si rekel, ko bom imel to, bom srečen, in ko si to dobil, si znova občutil praznino? To ni tvoja krivda. To je navada, ki nas jo uči svet, iskati zunaj tisto, kar je bilo vedno v nas. In dokler verjameš, da nekaj zunaj tebe lahko zapolni tvojo notranjo praznino, boš vedno iskal. Ko se naučiš biti srečen sam, ne potrebuješ več dokazovanja. Ne potrebuješ več pozornosti, da bi se počutil vreden. Začneš izžarevati mir. In to je magnet. Ko si v miru s sabo, začneš privlačiti ljudi, ki so v miru. Ko si v ljubezni, začneš privlačiti ljubezen. Ko si cel, se svet okoli tebe uskladi s tvojo celovitostjo. Sreča ni cilj, je vibracija. Je stanje, v katerem se spomniš, da je življenje darilo. Da nič ni stalno in da prav to daje vsemu pomen. Ko nekaj izgubiš, to ne pomeni, da si kaznovan, pomeni, da te življenje pripravlja na nekaj večjega. Ko te nekdo zapusti, to ni konec, to je prostor, ki se odpira za tistega, ki bo prišel, ko boš pripravljen. Bodi hvaležen za vse, kar je bilo, tudi za bolečino. Ker bolečina je učitelj. Naučila te je, da vidiš sebe. Naučila te je, kaj ne želiš več živeti. Naučila te je, da tvoja moč ne izvira iz zunanjega sveta, ampak iz tvoje notranje sposobnosti, da se vedno znova dvigneš. To je resnična svoboda, ko te nič zunaj več ne more uničiti, ker si našel trdnost v sebi. Joe Dispenza nas spominja, da naša čustva ustvarjajo našo realnost. Če se nenehno počutiš osamljenega, ustvarjaš realnost, v kateri si osamljen. Ako začneš čutiti hvaležnost za svoj mir, svojo tišino, svoje življenje, tvoj svet postane svetloba. Ničesar ti ne manjka, le tvoj pogled je bil ujet v iluzijo. Zdaj, ko poslušaš to, zapri oči in začuti energijo v svojem srcu. Ne razmišljaj o tem, česar nimaš. Razmišljaj o tem, kar že je. O ljudeh, ki so te ljubili. O trenutkih, ko si se smejal. O tem, da si živ, da dihaš, da lahko čutiš. To je bogastvo, ki ga noben denar, nobena oseba in noben uspeh ne more nadomestiti. In ko to začutiš, si svoboden. Samota ni praznina, je prostor, kjer se tvoja duša končno lahko sliši. Tam, kjer ni hrupa, kjer ni pričakovanj, kjer ni primerjav. Tam, kjer je le resnica, ti si dovolj. In ko živiš iz tega občutka, začneš ljubiti drugače, ustvarjati drugače, dihati drugače.
Takrat življenje postane zrcalo tvoje notranje izpolnjenosti. Vsakič, ko začutiš strah pred samoto, spomni se, to ni tvoj sovražnik, to je tvoje svetišče. Tvoj prostor zdravljenja. Kraj, kjer se rodi moč. Kjer se spomniš, da je tvoja vrednost večna. In ko se nehaš bati biti sam, postaneš magnet za pravo družbo. Ker ljubezen ne prihaja, da te dopolni, ampak da te odseva. Če poslušaš te besede, to pomeni, da si pripravljen spustiti. Da si pripravljen opustiti staro potrebo, da bi bil nekdo drug tvoj vir sreče. Da si pripravljen začeti znova ne z drugimi, ampak s sabo. Ne išči več ljubezni, postani ljubezen. Ne išči več miru, bodi mir. In ko to postaneš, bo vse drugo prišlo samo. Ko se spomniš, kdo si, vse izgube izgubijo svoj pomen. Nihče ti ne more odvzeti tistega, kar je v tebi. Tvoja energija, tvoja moč, tvoja zavest, to je tvoj pravi dom. In ko se vrneš tja, spoznaš, da si bil vedno cel. Če si začutil mir v teh besedah, če se ti je nekaj v prsih sprostilo, potem veš, da si na pravi poti. Spuščanje ni konec, je začetek. Je vrata v novo življenje, kjer si ti tisti, ki ustvarjaš svojo srečo. In če želiš nadaljevati to pot notranje svobode, če želiš vsak dan krepiti svoj mir, svojo moč in svojo zavednost, naroči se na ta kanal. Skupaj bomo raziskovali, kako odpreti srce, utišati in živeti iz prostora, kjer sreča ne pride, ampak že je. Zapomni si, biti sam ni slabost, je darilo. Je priložnost, da se vrneš domov k sebi. In ko enkrat odkriješ, kako lepo je biti srečen sam, boš razumel, da si našel tisto, kar si ves čas iskal. Svobodo, mir in resnično ljubezen do življenja.